Sporočilo velike noči ostaja in bo vedno ostalo enako. Na začetku sveta in njegove zgodovine in tudi na njegovem koncu ni nič, ampak Bog in to živi Bog. Vera in nevera v to sporočilo skupaj potujeta že tisočletja. Vsak človek pa ima pravico, da se o tem sporočilu izreče, kot se mu zdi prav. Vsi skupaj pa si želimo, da v tem svetu resnično človeško živimo in se tako tudi obnašamo. Če temu ni tako, je to naš intelektualni in civilizacijski poraz. Velikonočni prazniki so svojo simboliko, še bolj pa so svojo vsebino povezani z življenjem. Bog je tisti, ki iz nebivanja kliče k bivanju in ki zmore tudi iz smrti poklicati iz življenja. Reformator Martin Luther je v bistvu velike noči zapisal: v krščanskem življenju obstajata dva bistvena principa, ki bi jima morali dajati kristjani večji poudarek. Prvič, vera v dejstvo, da smo po Kristusovi krvi odrešeni greha in imamo odpuščanje. Drugič, ker nam je bilo odpuščeno, se mora naša narava spremeniti in moramo hoditi v novosti življenja. Po milosti Kristusa, umrlega in ostalega, postanemo mladike novega življenja, novega človeštva, v katerem skušamo živeti v vzajemnem služenju, brez arogance, z razpoložljivostjo miru in spoštovanja. Odrinjene na rob, uboge in razseljene, ki jih tako pogosto zavračamo in izključujemo, bolnike in trpeče, vse ljudi naj doseže tolažilni glas ostalega Jezusa: mir vam bodi. Vsem želim mirne in blagoslovljene velikonočne praznike. Dragi bratje in sestre, na Veliki petek je Jezus Kristus, Sin Boga Najvišjega, umrl na križu in bil pokopan v grob. Umolknila so nebesa in umolknila je zemlja. Zaradi grozote človeške hudobije so v pričakovanju osvoboditve iz okov smrti obnemeli svetopisemski učaki in preroki. Neštete množice angelov v nebesih so se zavile v molk zaradi človeškega zločina nad Bogom. Greh je spregovoril zelo ošabno in predrzno. Kristusa je umoril človeški greh. Tisti, ki so Kristusa trpinčili in križali, so to počeli iz hudobije. Šlo je za predrzno spletkarjenje. Šlo je za preračunljiv umor. V soboto je med ubijalci in njihovimi privrženci krožila edina novica: znebili smo se Nazarečana, končno smo svobodni. Končno je odstranjen tisti, v katerem nočemo videti Boga in ga nočemo slišati. Danes ni drugače od takrat. Vsaka druga novica, ki pride do nas, je novica o grehu. Novica o korupciji je novica o grehu. Novica o nasilju in obojih je novica o grehu. Novica o prevarah je novica o grehu. Novica o migrantih je novica o grehu. Novica o diskriminaciji je novica o grehu. Novica o krajah je novica o grehu. Novica o razvratu je novica o grehu. Novica o grehu pa je novica o Satanu. Novica o Satanu pa je novica o smrti. Mnoge noči so polne strahov,
hudih in zbeganih misli. Noč ima svojo moč. Ko je Juda Iškariot odšel od mize zadnje večerje, da bi izdal Božjega sina, je šel v noč in Satan je šel vanj, kot pravi evangelij. Juda Iškariot je imel svoje sanje o uspehu. Tudi veliki duhovniki in drugi njihovi privrženci so imeli svoje sanje o uspehu. Tudi Pilat je imel sanje o uspehu. In tudi Herod je imel sanje o uspehu. Vsi ti so se pustili zlorabiti Satanu. Tudi Satan je imel sanje o uspehu. In sicer zasužniti vse, kar diši po človeškem in vse, kar je človeškega, vkleniti večno smrt. Človeštvo je stalo pred pogubno tragedijo. Človeštvo na Veliki petek ni častilo Boga. Človeštvo se je na Veliki petek klanjalo Satanu. Toda Bog se ni umaknil, stopil je v zločin človeštva. Stopil je do globin greha, smrti in groba. Tja, kjer sta Satan in smrt, je Bog oče poslal Svetega Duha, ki je večno življenje. Tam, kjer se pojavi življenje, ne more biti smrti. Tam, kjer je večno življenje, ne more biti večne smrti. Tja, kamor stopi Bog, tam Satan ne more obstati. Tam, kjer so Božja dela, izginejo grešna dela. Tam, kjer je večna luč, ne more biti večne teme. Greh je ošabno zagrozil Kristusu z smrtjo. Greh je umoril Kristusa. Toda zgodilo se je nekaj neverjetnega. Zgodila se je Božja provokacija. Kristus je greh do skrajnosti ponižal tako, da ga je napravil za orodje zmage nad samim grehom in smrtjo. Kaj hujšega si za peklenske sile ne moremo misliti. V moči Svetega Duha je Kristus stal od mrtvih. Strl je verige smrti in Satanu iztrgal oblast nad ljudmi. Kot sejalec, ki velikodušno seje seme po njivi, je Kristus velikodušno zasejal večno življenje na vse ljudi. Novica o grehu ni več nova novica. Noč ni več strašljiva, Satan ni zmagovalec. Med nas je prišla nova novica. Ne iščite živega med mrtvimi. Ni ga v grobu, temveč je vstal in večno živi. Še eno sporočilo prihaja do nas iz praznega groba. Bojte se greha, toda borite se, da ne boste sužnji greha. Bojte se smrti, toda borite se za življenje. Bojte se Satana, toda ljubite zmagovalce nad Satanom, Kristusa. V krstu ste oblekli novo življenje, večno življenje. Ostanite budni. Življenje ni dremanje in obupavanje. Življenje je strategija, kako priti k očetu v nebesa. Sveta velika noč je noč bedenja za Kristusa, ki prihaja iz groba. Sveta velika noč je noč bedenja za vsakega od nas, da ne bi v življenju dremali in zaspali v grehih in večni smrti. Sveta noč je noč, ki nas prebuja v novo večno življenje. V imenu Cerkve vam oznanjam novo novico, bratje in sestre. Kristus je vstal od mrtvih. V Kristusu bomo ostali tudi mi. Veselimo in radujmo se. Aleluja, aleluja, aleluja.